Prvi jutranji fokus, Matej je moje ime, Turšič ali Kusi MTK. No, tako se pa novice začnejo, a? Je v redu, ne? Ne, niso v redu, rompompom ni v redu. Ne. Rompompom nikoli ni bil v redu. Zdaj bi bil pa še napovednik, kaj bomo govorili. Okej, da še napovednik naredim? Ne bom ga. Ampak bom, od kraljice bom povedal. A vi veste, kdo je kraljica? Kraljica, definicija kraljice je: nosi veliko krono, je majhna, stara, iz Anglije je in živi 1000 let. Ni tako, ne? Ja, valjda, da ne. Ampak majhna pa stara pa je, ne? Pa od nekdaj je bila stara, pa od nekdaj je kraljica, pa nenadomestljiva je. Zakaj pa ne zamenja nekdo te kraljice že enkrat, če pa je vsa senilna? Pa niso vsi stari ljudje pozabljivi, butasti, kakšni še demenca? Ja, to so naredili, normalnim ljudem so naredili vse te bolezni, da so pozabili čisto vse. Vse so reveži, vse niso sami krivi, ampak a ta kraljica je pa bistra, ko gosti so okej, res, modra k smrketa, Skratka, ta navadno kraljica, ne, je v čebeljih panjih, pa v mravljiščih, no pa še kje so kraljice. Skratka, kraljica vali jajca, ne? Ali kaj? Ne moš ti pol zamenjati, pa imeti drugo kraljico, ki boljša jajca vali. Pač kraljica je ena, ne? Veste, lizard, pa dvoživke, pa kuščari, pa reptili, to niso izmišljotine, ne? Pridemo mi do kaj, vsi skupaj, čist črno na belo. Tako, ko so volitve zdaj obelodanjene, ameriške, bodo še slovenske, pa tudi, kako je bilo s to kraljico in njenimi jajci. Saj niso čist direkt jajca, ima pa to seveda svoj pomen, ne? In ta kraljica zdaj se šušlja, ne? Zdaj ne vem, če ste zaznali. Kraljica je dejansko ta Elizardbeta, pa saj ima v imenu Elizardbeta, Elizard plazilec, ne? Reptilc. No, skratka, ta teta je mrtva že ful cajta. So jo dali na špago. Ja, mogla je, a veste, ona je bila pa res največji lopov. Ne morejo taki lopovi biti med nami, ne? Ampak se sodišče ji pa nikoli ni nič moglo, ker je pa sodišče seveda z roko v roki so, ne, skupaj. No, in ta kraljica je mrtva že ful časa. Zdaj pa mediji, ne, pa kar molčijo, ne. Pa so dali pa kar eno igralko, klinc se ne izgleda, da je še živa, vse je v redu, ne, to mediji zdaj pokrivajo, skratka nič ne rečejo o njej, ne. Ampak so dali pač to neko igralko, ti zdaj pa tudi igralka zginila, ne. Tudi igralke ni več, tudi kolona, ali kaj so zdaj, ne. In pol mediji se malo zmotijo, pa nekdo reče, joj, kraljica je pa bolna, zadnji dnevi so ji šteti, zadnji intervju s kraljico. Pa kar nič ne pogreba, ne dejanske, da bi Buckingham rekel, kraljica je mrtva, zdaj pa rabimo nek ta strašni protokol. No, mediji kar ne vejo zdaj, ali bi rekli, da je mrtva, ali da ni, ali da je, zdaj pol so rekli, da so tudi teoretiki zarote, so se zmislili, da je ona mrtva, da je čist okej ona, no pol je COVID fasala, sicer milejšo obliko je v karanteni, bila tudi, veste, ni vsem zaverjeti, mislim, nobenemu ni zaverjeti, je prav. Kraljica je pač riknila, hvala Bogu, lopov vseh lopovov. A veste, kakšno je to bila mreža, evo. No, pa ni sam ona je ena mreža, kolonialno je bila Anglija od nekdaj, via vaja, nabrali so iz vseh možnih dežel, so v Anglijo pripeljali so svoje imetje in Anglija je iz tega naslova, ki je največ kradla, postala kar, veš, oni imajo pod kontrolo stvari, ki imajo full casha, mislim, nakradenega, ne. Itak vse narobe, ne, samo ti je treba ta zajčnik tako štekati. No, pojte drug stric je pa Frančišek, ne, Franci po naše. Tak, je v Vatikanu, znotraj ene države ima svojo državo, oni so bolj pomembna država.
Vatikan je res, mislim, a si vi morate predstavljati, znotraj Rima je druga država, ki to ozemlje brani z vojsko, katero pa švicarsko. Zdaj, kako lahko je zdaj pa švicarska vojska znotraj Italije? Italijani imajo italijansko vojsko, Francozi francosko, Nemci nemško, Švicari pa švicarsko. Edin Vatikan v Italiji čuva švicarska vojska. A vam zdaj že kaj prebija? Da tle je velika banana. Kdo je zdaj šef? Švicar ali Vatikanc? Mislim, tak mu dimček pokadi. Kaj so konklave, ne? Na konklavah so pač neke volitve, nekdo je izvolil najbolj primernega človeka. No in ta Frančišek, najbolj primeren, ki mu je enkrat se pokadilo, tudi ni v redu, tudi zelo slabo. Mislim, tudi on je fizično že mrtev, da ne bo pomote, to je prav on. Ampak zdaj spet mediji kar malo kažejo v teh nekih super oblekah, a ne, pač se namaškorajo oni in se pokažejo, pa komaj hodijo, a veš. Ampak oni še zmeri vodijo, ne, kdo pa drug bo vodil, kot ta, ki komaj gre. Tudi komaj kaj pove. Jaz ne vem, a mislim mu pa švigajo, ali kaj. Dajte ga nosratno. Pa vsi pa ti stari ljudje morajo v penzijo. Se upravičujem, nobenega ne žalim, je med starejšimi tudi kakšna glavca še. Drugač pa na mladih svet stoji, kaj ne? In da nekdo pred 70-ih ne more niti hoditi, ker je sežgan od življenja, ker ga je steplo to garanje. On gre v penzijo, pa bi ga tiščali še na 2 leti, ker pa itak že ne more več. A ki pa je preklopljen na sesalcu od mame države, ali pa Vatikana, ali pa ne vem, je kraljica, pa pije do ta zadnje. Mislim, veste, v indijanskem plemenu je modrec bil, res modrec. Je bil starejši, ja, ni bil 15 let star. Ampak v današnjem času, kar videvamo, pa ne morajo več, mislim, pa tudi modri res niso ti ljudje, veste, zdaj, pa dobro, pa se lahko rečem, en kučan, kaj, predsednik je bil, pejt v penzijo, pa pust primer vse, ne vtikaj se. No, on se vtika, on je vodja, ne, mislim, so take banane, skratka, to ni nobena družba, da takole pa mi vemo, strici iz ozadja. Pa oni se tudi skrivajo več, ne. Tok so dio. Banda pokvarjena. A veste, tok je enih stvari, ki vam jih povedal, pa jih tudi malo ne smem, ne. Kakšno predavanje bom počasi naredil, da vam v živo pokažem, kaj je muzika. Ne smem, zaradi YouTubea ne smem dati avtorskih komadov. Mislim, manj jih bo zazihati. Na predavanju bomo še klepetali. No, skratka, ta Lizard od kraljice, on ni več. Zdaj včeraj je bila, se je začela novo parlamentarno obdobje, ne, kjer bi mogla se neka fešta njihova, kurčeva, te ceremonije njihove so, to reptili imajo najrajši, ceremonije, pa da se namaškorajo v neke oblačila, pa krone 3 milijonske na glavo, ali koliko je vredna krona od kraljice. Toliko, da cela Afrika bi ne bila več lačna, če bi kraljica to krono ne nosila, ne, recimo, če bi jo prodala. Sam ne, krona je, da nek se vidi, mislim, ostali boste le malo bolj skromni, jaz sem pa le kraljica, ne, mislim, kar neki. Ja, no in včeraj so imeli to neko komemoracijo in ni bilo kraljice. Ne, in ki pa je zdaj? No in zdaj bi bilo prav, da bi se vsak normalen človek vprašal, pa rekel, je pemtiš. Čakaj, če jo pa ni, potem je pa nekaj narobe. Kaj ne? Aja, ne, to nobenega, nič, ne briga. Pa kaj jo pa pač ni, pa kaj turščič, če jo pač ni, malo je zakašljala, pa jo ni. Ne gre tudi tako. A veš, 90 let je bila, zdaj jo pa ni. Nešto ne valja. Če bi bilo vse prav, bi bila. To je tisto, kar vam razlagam. Ne, sistem razpada sem, če ga vidite, pa ne. A veste, kaj je Buckinghamska palača? Kakšno moč ima pa kraljica v njej, pa papež, pa Vatikan, pa veste, kakšne so to močne,
krovne inštitucije, pa ne delajo, ne. Zdaj bo, a veste, kdaj je bil Božič? Pol leta nazaj. V Vatikanu so bile zmeraj jaslice, da so se šli ljudje pokloniti, pa še evre so metali. Mi smo celo smreke kepelali naše. V Vatikan. No, ampak, a veste, letos ni bilo jaslic v Vatikanu. Ne vem, če ste bili pa pozorni, kakšne so bile pa lansko leto, mislim, se pravi, je en Božič prej. So bili pa kar robotki. Mislim, Jezušček pa Marija, pa Betlehem, pa ovčke, pa tudi so zdaj udali oni to malo v robote, se jim zdi bolj super. Ful skrbijo za tradicijo, ne. Pa pustimo, sej itak tudi sam Božič je cel satanizem, ne. Santa Claus je Satan Claus, ne, sej. Pa ne bom se kaj zatikal, skratka, Vatikan je zaprt, Buckinghamska palača pa tudi. In zdaj tu vsak bi mogel tu sešteti, da ni v redu. Pa ne. Folk, jaz recimo zunaj se tudi pogovarjam z ljudmi, pa odziv je, ma ne, tu mene sploh ne zanima. Joj, ne morem, Turšič, nehaj, ne morem. Pa kaj, porka Madonna, ne moreš? Pa a ti veš, da smo sred vojne, recimo. In tebe tu ne zanima. Tebe tu ne zanima. Aha. Kaj se delamo butaste? Spet? Ali ti je okej tudi, če rikneš? Naši dedje, pradedje in še marsikateri bojevnik za nami, ne, vitezi sem enkrat rekel, so se borili. Oni so mogli dati kaj na rame, pa pešaka. Ja? Da je dal nekdo nekaj na rame, pa se obul, pa poslovil od familije, je potreboval neka jajca, bi človek rekel, neko iskro, neki, halo. Pa zdaj? A je tle kakšen pripravljen zbrati ta pogum, pa se postaviti zase pa reči, banda, dosti je, lažete, kradete, žabe jeste. Ha! Pogum, ki je bil takrat pri bojevnikih, mora biti zdaj tudi. Jaz vam probam pokazati, da se ni česa bati, da lahko užgete po sistemu, kokrčite. Res, nič vam ne bo noben naredil, če boste se postavili zase. In mi moramo ta ista jajca nabrati, vsak pri sebi, pa se boriti za to, kaj je prav. Če lažejo, ne moramo mi reči, okej, denar ti jemljajo z denarnice. Ja, okej, jaz se tu ne grem, jaz se tu ne bom pregovarjal, ker ne vzame, kolikor more. Sej on ve, koliko rabi. Do konca ti bo pobral, ne? Mislim, do konca so nas pobrali, pa še zapufali. Niso pobrali samo vse. Še čez. A ne, da so se malo dodatki raztalali, ne, v teh težkih kriznih časih, medtem ko je navidezni medijski virus orovaril in uničeval Slovence. Na ventilatorjih niso ljudje umirali, ampak so bili umorjeni. Ja, pridemo tudi do kaj. Morilnice, dragi moji. A zdaj, ne, me ne zanima dosti. Te ne zanima, da te nekdo mori tebe ali pa tvojega bližnjega, ali pa, ne poznam nobenega, ki bi ga tako, da ni. A veste, to je norost brez primere, ne norost, to je horor. Ja, res ne hodimo mi z orožjem čez Javornike, tle pri nas so šli čez Javornike v Trst, ne vem, koliko kilometrov. Mi ne bomo šli na tak način. Pogum moramo imeti pa isti, ne, ta cojones. No, in pazi zdaj to. Jajca, ne, to so ta jajca, so cojones, moramo imeti. In jajo se tudi čisto lepo pokrije, naš jajo. Pa jajc, pa veste, jajce, tam Tito je imel nekaj v jajcu. Pa notranjska je tudi tako, ko en jajc noter gre, mislim, zlepanje pride nič not ven, pa tudi zlepanje. Skratka, noter je nekaj, ne. No, in jajc je valjda življenje, in v jajcih seveda se skriva življenje, a ne, sej od tam se otroci, mislim, naredijo, no, start point je tam. In življenje smo rekli, treba imeti in ga živeti in ga dati, ne.
tle apeliram na ta jajca. Ja, pa smo pri jajcih od kraljice spet, ne pa od mravljincev pa neki. Dej. Stay calm, okej, tle imamo še Bono. Skratka, recimo, da smo zaključili to zdaj s kraljico, pa da moramo imeti jajca, da gremo naprej, pa nič se bat, ne, pa tudi papeža smo zdaj nekako dali v en predalček. Zdaj pa, da se vrnem mičkeno na te trenutne situacije. Kaj vam probajo prikazati, da boste pogruntali, za kako veliko zelo natego gre vse skupaj? Ukrajina, vojna vihra, ne? Vojna vihra, genocidnik Putin. Dnevnik je to je Dnevnik rekel. Ne sam Dnevnik, mediji pravijo genocidnik Putin pika. Zelenski je sicer okej, ampak mislim, tale Putin pa res. Niso vam pokazali raziskave, kako velika podpora je Putinu. Tudi jaz ga podpiram, hvala Bogu, da bo te naciste in narcise skinil, dosti je. A veste, kakšni so ti ljudje? Pomoč Ukrajini, trpim z Ukrajino. Dragi moji, Ukrajina je leglo nacizma in narcisov in bioloških laboratorijev in celo zlo je prebivalo v Vatikanu, Buckinghamu in v Ukrajini. V Ukrajini se je razpasla ta banda ljudi, ki so maltretirali nedolžne Ukrajince. No in zdaj tam kljub vsemu so civilisti, so žrtve nacistov, ne Rusov. Rusi jih rešujejo, ljudi, pa umikajo te naciste, ker to je, a veste, to so sovražniki, težki sovražniki. No in zdaj nekako je vojna vihra. Je ali ni? Kaj mediji pravijo? Da je vojna vihra. Ampak ne morejo pa po drugi strani, da ne bi pa pokazali, kako je prišla Pelosijeva pa mislim, da žena od Bidena. Ne Pelosijeva, Kamilo Harris, mislim, Kamala Harrisova, se pravi vice president of USA. Pa oni pridejo malo v Ukrajino, v vojno vihro, ali jo ni vojne vihre? A veš, ker so sami sebi kontradiktorni. Oni naredijo koncert v Ukrajini, Bono iz skupine YouTube, pa še nekdo je zraven, nisem si zapomnil. A veš, zdaj oni delajo koncert v podporo, v Ukrajini, v vojni vihri, pa kaj ste vi že, a vi ste videli, kako med drugo svetovno vojno je bilo ful koncertov v podporo nekomu? Ful folka. No, me štekate, v čem je catch? Mediji razlagajo, da je vojna vihra, pa mediji pravijo, evo, smo naredili še koncert. Mislim, meni ne gre to skupaj. Pa da ne bo pomote, ta Bono iz skupine YouTube je bil tudi na Ibstnovmu otoku. Ibsten je pa šef pedofilije, ki je mu kar svoj otok, ki jih je z avionom pripeljal svoje prijateljčke. Oni so imeli pa otok, lahko naredimo kar eno posebej temo o Ibstnu. On je imel kar otok, na katerega sprašil z avionom, ali pa s podmornico, ker to je bilo itak pod zemljo, vse. Na vrh je samo en tak majhen tempelček, v bistvu ikona. Ibsten naj bi se sam obesil v zaporu, ampak so glih takrat vse varnostne kamere crkale, tako da. Maxwellova je pa žena od njega, ta je tudi izpela nekih imen pred nje. Šla, kamer mora iti, ne? Tle ne vem čisto točno, ali jo imajo še vedno živo, ali so jo zato tako. In v Ukrajino se pošilja orožje in še orožje. Cela Evropa pošilja orožje v Ukrajini, da bo tam enkrat za vselej mir. Nimajo pa za zdravila, zdravil ni, pa manjka jim kar nekaj stvari še drugih. Mislim, a veste, koliko milijonarjev je v Ukrajini? Oni so se pripeljali s čudovitimi velikimi avtomobili, dragimi, v hotele, ker
tle pri nas smo jim dali ubožčkom hotele, da so na varnem, a ne. Bono gre pa tam koncert jim delati. Zdaj bi pa nekako že mogli vi to sami sešteti, ne. In ideja je, da sami seštejete, ker če vam jaz povem, mi itak ne verjamete, pa ne samo meni. Ljudje ne verjamejo, ne bom zdaj glih. Zaradi tega je treba ljudem pokazati. In so pripeljani ti Ukrajinci tle med nas, da jih boste uočili, zagledali, prepoznali pa rekli, hej. Vemo mi, kako izgledajo begunci, ker smo jih imeli, ki je bila vojna v bivši Jugi, ljudje niso imeli časa niti pasoša najti, ker so pobrali šila in kopita in šli. Zdaj pa revčki s Cayeni, pa z Mercedesi, pa z BMW-ji, pa s Porscheji bežijo. No, jaz mislim, da je prav, da Putin popuca to trhal, da je prav. Ja, pejmo mi končati. Tesla je govoril o ljubezni. Sem si tlele še spravil eno stvar. Ne bom Tesla, tole sem prištimal, sem že parkrat hotel povedati. A veste, te volitve, ki jih imamo, kdo bo naš šef, ne? To je, ko volkovi rečejo, zberite enega izmed nas, katero vas bo požaril, ne? Mislim, itak smo mi frendički vsi. In mi gremo kao na neke volitve. No, in naj bi ipak volitve določale, kdo nam bo vodil naše finance, kdo bo ukradel naše finance, bomo raje tako rekli. Cela pandemija se je naslonila na stroko, zdravstveno stoko in vse vlade so ubogale, kar je rekla CDC, WHO, Bill Gates, Fauci, pa še Biden. Veste, nihče ni izvolil CDC-ja, to je Control Drug Center, ni neki, pač ta za zaščito, da pogleda zdravila pa reče, v redu je, te lahko žrete, so super. Mi nismo izvolili tega nobenega človeka tam, niti ustanove kot take. Mislim, smo se tudi sprašvali o kakšni verodostojnosti, legitimnosti tega. Pač narediš bajto CDC, rečeš in zdaj to smo mi. Kdo bo pa tle dirigiral, je pa tisti, ki bomo mi teli, ne? Ampak tako to je, tudi WHO, Svetovna zdravstvena organizacija. To je taka makačo zavito, a veste, okrog palce, kot logo. Noben ni njih izvolil. A je kdo volil Faucija? A je Fauci najbolj hud zdravnik? Zdaj marsikater zdravnik, ki se je oglasil med pandemijo, bo rekel, tale majmun od Faucija je čisti majmun. In kdo je Bill Gates, da bo razlagal o cepljenju, pa kaj ni on računalniški mojster. No, pa Joe Biden tudi ni bil izvoljen. Ne? A zdaj že vemo. Jaz sploh nisem smel na glas povedati, ker če sem rekel, jaz sem pa za Trumpa, Trump je naš, je bilo takoj blokada, s tabo se ne bom pogovarjal, ker si Trumper, ali kvaže, Dumper. Ampak zdaj noben ne pride pa reče, sorry, piška, smo pa prav, veš, mislim, 2000 mul film sem pogledal, moš ti prav, stari, Biden sploh ni izvoljen, kdo pa je pol? Ja, Trump, ja. Pa kaj je povedal Trumpa, je kdo kaj gledal kakšen njegov shod? A vi poslušate tega človeka, kaj on govori? Govorim o Trumpu, ja. Noč ne, valjda da ne. Vi sam veste, da je televizija povedala, da sta Trump pa Putin bak. Zelenskemu je treba dati pa še orožje, da se bo proti tema dvema, ki sta bak boril. S temi nacisti, ki sploh niso vojska. Mislim, a veste, je vse narobe. In da mi zastopimo, da ta ves narobe umera, nas zdaj zanima, kaj bo pa pol. In tle sem jaz se pa že začel precej ponavljati, pa se bom kar še naprej. A veš, bodi ti. To je tista prva stvar. Bodi ti. Nič ne glumi, ne igraj, ne. Kadar boš ti, se boš mogel, mislim, se boš tudi sam sabo srečal, da boš ti. Jaz verjamem, marsikomu zdaj so težke stvari prihajajo ven. Je logično, ker
je namen tak. Nekaterim prihajajo lepe stvari ven, nekaterim različno se dogaja, celo fizične stvari se čutijo, mi se čistimo zelo močno. Jaz sem ta bruhanja in te čistke imel v lanskem letu. Vem pa, da precej, veliko ljudi se jim čudne stvari dogajajo, od prehrane do spanja, do okusov in tako. A ja, ko sem že pri hrani, mnogo predelovalnih obratov gori, predvsem mesnih. Ne vemo čisto točno, ali jih kurijo temne sile, da bodo naredili lakoto, ali bomo končno končali s pridelavo mesa in vzgajanjem negativne energije, se pravi vsaka zaklana žival, tudi na vašem krožniku še zmeraj je negativni predznak, ni nekaj, kar vaše telo ploska in kriči in reče, wow, to sem rabil, daj mi nekaj, kar je zelo trpelo, pa bom jaz rabim to. Ne. Skratka, dogajajo se, veste, niti jaz nočem vsega tega tle zbirati, ker pol ne pridemo nikamor. Vnaprej gledamo optimistično in optimizem je tisti, ki gradi. Saj mi ne vemo še, kakšen svet bomo imeli. Si ga pa dajmo predstavljati lepega, ne polnega groze in trpljenja in bolečin, psihičnih in fizičnih. Lepe ljudi srečujem, odkar sem se postavil takole na tnalo. Smo lepi ljudje. Imajo pa skrivači veliko težavo, vsak dan bolj. Vidim, tako so vezalke postale zanimive za gledati. Ljudje, ki so delali napačne stvari med korono in pred korono najbrž, jim ni v redu. Jaz sem že rekel, vsem je vse odpuščeno in oproščeno. Sicer pozabili nismo, ker nismo tako zelo butasti, kakor bi nam radi marsikateri povedali, ne? Ampak je vse odpuščeno, ni problem. Pri sebi dejte, pa bo takoj tudi zunaj vse jasno. Stay calm, ostanite mirni, ne se pustite razvrvati. Narcisi pijejo kri, bodite pozorni, narcis je lahko vaš frendica. Bodite previdni, no, ljudje pijejo od ljudi in treba ostati miren, da v miru opazuješ kot lovec, gledaš, kot fotograf, ki gleda, kaj bo sliko, je čista tišina pa čisti mir. Ostanite pozitivno naravnani, negativna misel, ki pride, pok čez ramo, res jo ne sabo nositi, ne se popati na stvari izpred mnogo let nazaj. Ne se pustiti zmest. Zmeda je ena izmed stvari, ki jo ta sistem tako rad uporablja. Da si zmeden. Ne se pustiti zmest. Veste, narcisi grejo tako daleč, samo da vam na koncu ni nič jasno. Sami sebe vprašate, mater, ker sem jaz sploh še živ, ali sem sploh končal osnovno šolo, tako te narcis zapelje in zavede. Alright. Na koncu, bodite ljubezen. Ja, be love, one love. Ne meet love, one love. In vsi bomo, in do tam ne rabite filozofske dizertacije. Samo vsi, ne? Jaz sem včeraj kar na Korožico, ona tam pač je in ona je čisto zadost, ona ne tekmuje z nikomor. Ne s sosednjo rožo, ne z ničemer, v ničemer. Ona sam je in to je dovolj. In iz našega naslova, iz našega aspekta, bodi je prva stvar. Bodi najprej do sebe, tle pa ima marsikdo kaj za spucati. Mislim, sej smo mogli vsi, aj prav. Noč ni tu tacga, super je, če boste uživali, preživljali čas v naravi, da se harmonizirate s to
univerzalno, kozmično frekvenco, ja. Celice not se porihtajajo, res. Pa če se še malo nasmejete sami sebi, pa sploh, bo pa sploh super. Dosti je, imejte prečudovit dan. Ja, pa se vrnem še kdaj. Čau.